si v Sloveniji in še vedno ne služiš vsaj 1000 evrov preko svojega telefona na mesec, je ta video zate. Si želiš tudi sam zaslužiti več kot 300 evrov na dan? Si imaš možnost imeti 2 avtomatizaciji za Forex, pa 2 avtomatizaciji za kripto. Investiram sam v 3 različne stvari. Automatizacija za Forex, kriptoautomatizacija in pa kriptorobot od podjetja Endotech. Verjetno ste tudi vi zadnje čase veliko opažali na socialnih omrežjih take posnetke, kjer vam ljudje obljubljajo neke robote, ki vam delajo nerealne returne. Te trije, v bistvu Marcel, Timi, Patricija, so samo trije od veliko drugih, ki še obstajajo. Ja, in v bistvu v tem videu bo probala čim boljše exposati ta scam, razložiti kaj je to v bistvu eden izmed večjih scamov, ki smo jih videli v Sloveniji. V prihodnjih videih bo v bistvu naredila tudi posebne videe namenjene prav tem 3 osebam, danes pa v bistvu se bo bolj posvetila podjetju, za katerega delajo, ker, kakor bomo pa ugotovili, vsi delajo za isto dosti sketchy podjetje. Prej bi dala pa še en disclaimer. Vse, kar govori o tem videu, je najino mnenje. To lahko vzamete, kakor hočete, to so same informacije za vas, z njimi naredite res, kar hočete. Ta disclaimer je pa zaradi legalnih razlogov, ker so nama tudi že grozili iz nekih fake profilov, da bo bile neke tožbe. Tukaj so screenshoti, kaj so nama pisali. No in zdaj, ko sva dala ta disclaimer, pa lahko gremo v video. Veliko informacij, ki jih pojeva v tem videu, sva najdla pri tejle ženski na YouTubeu, tako da shout out, njen link bo v bio, da si lahko greste pogledati, če vas zanima to bolj podrobno. Vsi te, ki sva jih prej naštela, sprav Marcel, Patricija, Timi in ostali, vsi delajo za eno podjetje in sicer iGenius. Ok, se pravi, kaj sploh je podjetje iGenius? iGenius je v bistvu neko podjetje, ki ponuja svojim strankam nekogar izobraževanje, pa AI pripomočke za tradanje kriptota, forexa, binarno trgovanje, v glavnem same take stvari. No in iGenius je drugače hčerinsko podjetje podjetja InvestView, ki je sicer publicly traded podjetje, in če pogledate, podjetje je tudi vredno okoli 40 milijonov in mogoče se vam zdi, da je to dosti veliko, ne bi si mislili, da je to podjetje scam, ampak če malo v bistvu zoom outamo njihov graf, lahko vidite, da je podjetje, njihova cena delnice je padla za 99% in ja, pač stvari takoj postanejo bolj sketchy, ko pogledate graf od tega podjetja. Si verjetno mislite kaj so naredili, da je toliko padla njihova cena. No in sicer to, da je v bistvu iGenius hčerinsko podjetje, ki je publicly traded, je v bistvu dosti pomembno, zato ker pri public podjetjih je zelo več pravil in regulacij, sploh v tem prostoru, kar se tiče financ, pri kriptovalutah, forexu, vseh teh inštrumentih, ki se considerajo kakor security, je zelo več regulacij. In tega se v bistvu zavedajo tudi vsi, ki delajo v iGeniusu, v bistvu vsi full flexajo, da so oni hčerinsko podjetje tega publicly traded podjetja, da pač zaradi tega ne morejo biti scam, ampak v bistvu bomo si pogledali pol, zakaj to je daleč od resnice. Vsi ljudje, ki delajo za iGenius, so težki scameri od začetka do konca in v bistvu dajmo si pogledati zdaj zakaj. No, in da vidite, koliko oni v bistvu dejansko skemajo, vam bom zdaj povedal, da CEO tega podjetja InvestView je bil novembra 2021 obtožen, da je naredil fraud za več kot 40 milijonov dolarjev in sicer grozi mu 20 let zaporne kazni. In ves ta denar, ki ga je dobil iz teh Ponzi skimov, je porabil na luxury lifestylu, na različnih propertijih, pa pač na jewelryju in takih stvarih. Pa bavil si je tudi Private Caribbean Island, tak fun fact. No in to je samo še začetek tega iceberga iGenius. iGenius je bil na začetku imenovan Wealth Generators, ja vem, zelo tako sassy ime, ampak ta Wealth Generators Company se je potem, preden je postal iGenius, se je preimenoval še najprej v Covera Global, zdaj pa so, ker valjda ne delajo nič narobe, spet spremenili ime, sploh ne zato, da probajo escapati njihovo preteklost, so spet spremenili ime v iGenius. In sicer leta 2021 v januarju. No in v bistvu preden začnemo govoriti o iGeniusu, se pravi v podjetju, ki deluje zdaj, dajmo si pogledati v bistvu malo preteklost tega podjetja in sicer dajmo najprej govoriti o Wealth Generators, se pravi to prvo podjetje, preden se je preimenovalo v Covera in preden se je preimenovalo v iGenius. In ja, v bistvu že tukaj boste videli, koliko so oni skemi, zato ker
Wealth Generators, to je trenutno nedelujoč Forex MLM scheme in v bistvu deluje tako kot vsak affiliate, ko v bistvu affiliati pač rabijo dobiti ljudi, da uporabljajo njihovo platformo ali pa v bistvu njihov nek servis in dobijo pol commission od vsake prodaje oziroma vsakega sign-upa, pač klasičen MLM. Leta 2018 je CFTC, to je Commodity Futures Trading Commission in v bistvu je to agencija v Ameriki, ki regulira pač futures markete in probal odpraviti kakršnekoli prevare na tem trgu. Oni so Wealth Generators kaznovali $150,000, zato ker v bistvu niso registrirali svojih Forex servisov. To je tistih servisov, ki so jih takrat providali svojim affiliatom. Oni so v bistvu rekli svojim affiliatom, naj linkajo njihove accounte do njihove platforme in potem so oni v bistvu tradali za njih. Se pravi, Wealth Generators so tradali za njihove affiliate. In to je illegal, ker prvo kot prvo sploh niso authorized bili za to, plus izogibali so se kakršnim commission regulacijam. In takrat v 2018 so se tudi preimenovali v Cuvera Global in takrat so tudi zapustili ta njihov scammy illegal trading servers in naredili čist nov nek passive ROI cloud mining service, kjer v bistvu affiliati lahko investijo do €5,000 in so obljubljeni €1,200 na dan profita. No in tukaj v bistvu ta zgodba rata dosti zanimiva, zato ker tukaj pride pol v igro tisto, da so public podjetje in v bistvu lih zaradi tega, ker so public podjetje, oni morajo prijaviti na SEC, to je Securities and Exchange Commission in v bistvu oni pač regulirajo več ali manj vse vrednostne papirje v Ameriki. No, oni bi mogli to dejavnost, ki jo upravljajo, se pravi ta njihov passive ROI, cloud mining, whatever je to, so mogli prijaviti na SEC, ampak oni pač tega niso naredili. No in posledično, ker tega niso naredili, so v bistvu delali security fraud. No in kako je ta njihov produkt sploh deloval? V bistvu vi ste investirali v neke grafične kartice, ki naj bi v bistvu minale Ethereum in Cuvera, to podjetje, je v bistvu menedžalo te grafične kartice namesto ljudi in pač to ne bi bil kao nek passive income, ti nisi rabil nič delati, vse so oni kao menedžali, ti si samo dobival cash, kao $1,200 na dan za investicijo $5,000. No in oni so kao imeli full teh grafičnih kartic in sicer naj bi kao minale Ethereum v nekmu facilityju v Romuniji. No, in kako vemo, da je to fraud? V bistvu so na Ethereum blockchainu od te Cuvera Global v bistvu najdel, kako so oni na skrivaj vse zaslužke nakazovali v njihov skupni wallet, ki se imenoval Cuvera Pool, kar je bilo drugače, kot so oni rekli tem njihovim affiliatom. Se pravi, kaj je bilo drugače? Namesto, da bi te grafične kartice minale Ethereum na neke posebne kontrakte z vsakim tem affiliatom, investorjem posebej, so v bistvu ves ta minan Ethereum dajali na en account, se pravi ta Cuvera Pool, kjer je bil ves denar od vseh teh grafičnih kartic. In pol iz tega accounta, iz tega poola so pol oni izplačevali tem njihovim investorjem. No, in s tem, ko so rekli investorjem, da bo v bistvu vsak kontrakt posebej bil narejen, so se izognili temu, da bi bili obravnavani kot common enterprise. No in zakaj je bilo v bistvu za njih toliko pomembno, da niso bili obravnavani kot common enterprise? Glede na Howey test, bi oni, če bi bili obravnavani kot common enterprise, bi se te njihovi transactioni obravnavali kot investment contract. In v bistvu posledično, ko bi se to obravnavali kot investment contract, bi bili te kontrakti v bistvu obravnavani kot security. In ko so enkrat te kontrakti tako obravnavani, je v bistvu velja za njih Security Act iz leta 1933 in Security Exchange Act iz leta 1934. In ponovadi podjetja, ponovadi skemi podjetja, nočejo v bistvu, da so obravnavani po teh Security Actih, zato ker pač so skemi, ker je prevara, zato ker bi najdel nekaj, kar ni pač legalno. No, na kratko pač Cuvera Global je delala security fraud s tem, ker niso registrirali tega njihovega passive cloud mining servisa
SEC-u. In v letu 2018 je Covera kar naenkrat nehala minati, ker kao Ethereum ni bil več dost optimalen, ni bil profitable, ne vemo zakaj. In so v bistvu rekli njihovim affiliatom, investorjem, kar naenkrat, mi ne bomo več minali, nobenih kovancov ni, da bi jih minali. In takrat so suspendali vse te passive paymente, plus, kar je crazy, suspendali so kakršnekoli withdraw'e, se pravi, nisi mogel vzeti več ven denarja. Kar je bilo noter in tega v bistvu ni bilo več. Če je kdorkoli naredil kaj, ne vem, profita v temu, pa ni vzel prej ven, tudi tega profita ni mogel več ven vzeti, ker pač ni bilo tega denarja. Covera Global je v bistvu pol vse blamala na te mining providerje in kar je še bolj crazy, ta mining facility, v katerem ne bi se to vse odvijalo, je bil v lasti Silve Balakija, ki je bil povezan z 722 milijonskim Ponzi skimom, ki se je imenoval BitClub Network. No, če na kratko povzamem to zgodbo, v bistvu Covera je pobirala denar od afiliatov, od investorjev in tem pač, ki je obljubljala ta njihov passive return. Ta denar je pol vzela, ga je investirala v Westman LLC in oni so bili v bistvu ta mining equipment company. No in oni so pol vzeli ta denar in ga še naprej investirali v mining service provider v Romuniji, katerega lastnik je bil Silvio Balaki, ki smo ga prej omenili. No in on je pol ta denar vzel in skemil ljudi s tem BitClub Networkom. To se pravi, cel ta chain of events je pripeljal do tega, da na koncu ni bilo možnih withdrawalsov in v bistvu kar še bolj crazy, na koncu so ugotovili, da sploh ni bilo nobenega mining facilityja, da v bistvu se je ta cash samo porabljal, da se je plačeval naprej investorjem pač ta return in ja, v bistvu, kakor tukaj vidimo, pač classic Ponzi scheme. No in to nas v bistvu vse pripelje do pač propada Covere in pol so se v letu 2021 januarja preimenovali v iGenius in ja, to je v bistvu to, kjer smo zdaj. Tako da dajmo zdaj govoriti še o iGeniusu in v bistvu kakšen biznis oni realno. No, da na hitro poveva, kako iGenius deluje in sploh kaj iGenius je. iGenius v bistvu deluje tako, da ponujajo izobrazbo na 3 različne načine. In sicer z nekimi kao poučnimi videi od ekspertov, ali pa da nekoga gledaš ka live trade in kao kopijaš njegove trade, ali pa tretja, ta najbolj popularna opcija so pa v bistvu neki signali. Vsi vemo, kako delujejo signali, ki so kao expert driven, ampak vsi vemo, kako so to eksperti. V bistvu, da ti začneš, v bistvu rabiš dati 1500 evrov in pol še 175 evrov vsak mesec. Tehnično so tudi cheaper optionsi, ampak večinoma se promota ta elite level. In affiliati ti rečejo, da teh 175 evrov na mesec je lahko zastonj, če referaš vsaj 4 ljudi, ki se pol isto sign-upajo in plačajo 1500 evrov. In to ni res, ker teh 175 ti v bistvu samo vzamejo ven iz komišna. Za vsakega, ki ga ti pripeleš in se joina v to, dobiš tudi 200 evrov bonusa in od teh 5500 evrov, ki vsak plača. In pol vsak, ki ga ti pripeleš, monthly plačuje, teh 175 dobiš ti še 25 na mesec. No, tukaj je še neki raznih MLM ugodnosti. Če kdo slučajno ne ve, kaj je MLM, to pomeni samo multilevel marketing in je v bistvu malo lepši izraz za piramidno schemo. No ja, v glavnem še neki pač ugodnosti, ki se mi ne misliva v njih spuščati. Če vas pa zanimajo, imamo pa v bistvu v descriptionu video, ki si lahko pač jih pogledate, zelo lepo razloži v bistvu, kako vse skupaj deluje. Ampak ja, v glavnem, največji selling point pri temu iGenius elite programu, temu za 1500 evrov, je v bistvu, da je tam noter nek bot, ki ti trada forex, kripto, v glavnem karkoli. In ja, v bistvu zaradi tega bota zelo veliko ljudi pade na ta scam, ker mislijo, da bo bot za njih delal, da ne bojo rabili nič delati, sprav, da bojo dobivali nek passive income. In ja, pač hočem vam reči, sam, da to ne deluje in pač to je definicija nekega get rich quick scheme. Plus ta Crypto Elite AI, pač to je ta AI robot, ki sem govoril, no, to vzame v bistvu še 10 do 15% denarja, ki ga vi nakažete, da se pravi,
trada na uni platformi, se pravi 10% tega cache, ki vi sploh tradate z njem, in plus 20 do 45% vseh zaslužkov vam vzamejo. Tako da ja, upam, da če uporabljate tega robota, da vam dela res veliko profita, ker pač kolikor vam tole vzamejo. Crazy. No, in fora je tudi v temu, da tega robota uporabljajo, tega AI kriptorobota uporabljajo samo ljudje, ki so v iGeniusu, ker drugače, če nisi v iGeniusu, te ta robot stane 120 000 evrov na leto. In to je, se mi zdi, da je sam nek tak selling point tega celega programa, da kao ja, tle dobiš to za full cenejš, kot 120 000 evrov na leto, da folk pol misli, da dobiva nek dober deal, ampak ta bot je worthless. Ker jaz res dvomim, da kdo drug uporablja tega robota za 120 000 evrov na leto, no, vsaj to je moje mnenje. Plus podjetje, ki je naredilo ta CryptoElite program, software, ki je pač gor ta bot, je najbolj scam podjetje Endotech. In pa kriptorobot od podjetja Endotech. In oni so že v preteklosti naredili nek MLM type AI trading bot, ki se je imenoval Daisy AI. In to je bil res classic multilevel marketing. In tam si lahko investiral v ta AI robot in si bil promised 3% returnov na dan. In vsi, karkoli veste o tem tradanju, whatever, je, da 3% na dan je to close to impossible. In če naredimo quick math, v enem letu, če bi dal 1 evro s 3% na dan, bi prišel iz 1 evra na 48 000. In zdaj, kakor se zdaj verjetno že predstavljate, Daisy AI ne obstaja več. No, in po propadu tega Daisy AI robota se je v bistvu Endotech odločil, da bo scam še naprej, in sicer zdaj delajo za podjetjem iGenius. Njihov naslednji MLM scheme. A ja, pa, če se kaj spomnite prejšnjih videov na to temo, ta Timi res full rad promota to Endotech podjetje. In pa kriptorobot od podjetja Endotech. No, dajmo si pogledati, kaj naredi ta Endotech podjetje scam. Prvo kot prvo, bil je nek škandal z njihovim naslovom. Kakor veste, vsako podjetje mora imeti nek naslov za delovanje. No, in v bistvu Endotech je v preteklosti imel listan nek naslov, ki si pol, če si šel pogledat na Google Maps, recimo, je prišla ven kar neka restauracija, neka nun restauracija. Se pravi, imeli so fake naslov. In ko jih je folk začel v bistvu exposati, da imajo fake naslov, so hitro to odstranili in zdaj so v bistvu brez naslova. V bistvu se ne ve, iz kje oni sploh operirajo. Tako da, ne vem, red flag number 100 v tem videu. Ampak ja, pač verjetno si mislite, glede na to, da so pač nek passive income software, bi mogli to regulatati svojim, bi mogli to reportati regulatorjem, in kako lahko to sploh delajo brez naslova, a sploh to delajo. Ja, mogli bi, ampak oni valjda tega ne delajo. No, in vidimo, da spet en primer, v katerem je iGenius spet povezan z podjetjem, ki dela security fraud. V tem primeru Endotech. No, in še največji red flag pri Endotech podjetju je pa, da dejansko sploh ni nobenih dokazov, da ima Endotech sploh robota, ali pa kjerkoli dokazov, da bi podjetje to sploh imelo kakršenkoli trading revenue. Plus, podjetje je čist unregulated in celo blacklistano v številnih državah. In pa kriptorobot od podjetja Endotech. Ena od teh držav je Belgija. In belgijski regulatorji so prav izpostavili, da je Endotech scam, in so rekli, da se na vsak način probite izogibati tem podjetju. In pa kriptorobot od podjetja Endotech. In jaz verjamem, da ne bo dolgo trajalo, preden bodo začeli regulatorji pregledovati Endotech. In takrat bo pol Endotech tudi propadel v sekundi. In potem bo propadel tudi iGenius. No, to je bil cel backstory iGeniusa, iz kje to izhaja, da zdaj razumete, zakaj je to res težek scam, zakaj se morate čim dlje stran držati od Marcela, Patricije, Timija, od vseh teh, ki jih je ful velik. Sej, kot sem že prej rekla, naredila bo tudi za vsakega od njih posebej video, da se res razve, ampak to zdaj trenutno ni pomembno. No, pa zakaj je MLM tako slab investment?
tudi če slučajno ne razumete, 99% ljudi v MLM-ju izgubi ves denar. Ponavadi dobijo denar samo tisti, ki so čist on top. V tem primeru naši TikTok scammeri. Čeprav tudi oni niso čist on top, ker je to podjetje, ki sploh ni slovensko, ne? Ampak veste, kaj hočem reči. In zakaj je to še toliko slabše? Zato, ker involva te investmente, kot je kripto in forex in te affiliati, ki to prodajajo naprej, so še v bistvu spodbojeni, da ves denar, ki ga naredijo, investirajo nazaj noter. In fora je, ko bodo začeli regulatorji pregledovati iGenius pa en do teh, bodo oni izgubili čist ves denar. Tako da jaz res upam, da si že mogoče iščete kakšno novo službo. In ja, pač nasplošno je v tem primeru ta MLM še toliko bolj riski, kot ponavadi. Njihov pest je toliko shady, vsi ljudje, ki so povezani s tem podjetjem, so tudi full shady. In meni se zdi, da lahko to podjetje propade vsako sekundo, sam da jim regulatorji v bistvu začnejo investigatati. In ja, v bistvu pač to je to. Probajte se izogibati tega podjetja. Prosim, ne verjeti komorkoli, ki vam govori na social media, da lahko slušate z nekimi roboti, karkoli. Verjemite, to je nemogoče. Če bi to obstajalo, bi pač res vsi to delali, vsi bi bili bogati in kakor vidite, pač to ni primer. Tako da ja, prosim, če vam je bil ta video všeč, če se vam zdi, da so dobro razložila, dajte considerati, komentati, pa mogoče sharati ta video, da malo spredamo awareness, plus to je tak pač zastonj način, kako naj jo lahko supportate za ta work, ki sva ga naredila. In pa v bistvu so se tudi odločila, če nam bo se poslali na Instagram dokaz, da ste lajkali video, komentirali video, bova pač zbrala enega, ne vem, čez 2 dni pa mu poslala 100 evrov. Tako da ja. Za konec bi prvi rekel, vsi, ki skemate trenutno, verjemite, prej kot slej bomo prišli tudi do vas, tudi vajne stvari bova expozala, tako da predlagam samo, da nehate. Tako da v naslednjih parih tednih lahko pričakujete še kakšen Neumann bot expose, kakšne take stvari. Tako da jaz predlagam tudi, da se subscribate, če hočete biti aware of teh stvari, da ne boste nikoli izgubili denarja na scam način. In ja, stay tuned za naslednji teden, pa se ga.